Živijo, ste se kdaj zgubili? Kakšenkrat se zgodi, da se ljudje zgubimo. Predvsem takrat, kadar gremo tja, kjer še nikoli nismo bili. In danes Jezus odpelje svoje učence na visoko goro. In če ste že bili kdaj na gorah, veste, da tam človek ne more biti kaj preveč pameten. Preprosto se hitro zgodi, da se kje zapleza, da gre v kakšno napačno smer, sploh pa, če ne uboga markacij, če ne uboga vodiča, ki ga ima s sabo, če ne uboga Jezusa, ki ga pelje na goro. In tam na gori so se, ne samo Jezus, ampak tudi Mojzes in Elija in tudi njihovi učenci počasi spremenili, ker se v hribih zmeraj spremenimo. Tam ne moremo delati vsega, kar nam paše. Tam ne moremo samo poslušati svojih želja. Tam je treba poslušati, kaj nam pravi tisti, ki nas vodi. Treba gledati, kam je treba zaviti, je treba ubogati, je treba kdaj tudi ponižno skloniti glavo in priznati, da si storil napako. Zato nas gore tako zelo spreminjajo, zato nas Jezus spremlja tja na take gore, preprosto zato, da bi nam pomagal, da se spremenimo. Ne da postanemo nekdo drug, ampak da postanemo tisto, kar mi resnično smo in kar moramo postati. In to so njegovi učenci. Učenci pa, veste, ne vejo vsega. Morajo kdaj poslušati, morajo kdaj tudi ubogati. Vem, da vas jutri čaka spet ena taka močna izkušnja v šoli, ko bo treba kdaj tudi kaj prečrtati in kaj pobrisati, se tudi kaj zmotiti in tudi kaj ubogati. Ampak razumite to kakor nekoga, ki nas pelje na goro. Tam je zelo lepo. Nenazadnje se dobi tudi kakšen sendvič na vrhu.